Ja, dobro jutro. Za nekoga je zgodnje jutro, za nekoga malo bolj pozno jutro, vsekakor pa je torkovo jutro za mene, ko se družimo v našem Facebook Live eventu in evo, tukaj smo, pa poglejmo, kaj mi danes leži na duši. Včeraj zvečer sem imel eno predavanje, ki ga je organizirala Obrtna zbornica Ribanca za njihove obrtnike in ena stvar, ki sem jo želel poudariti vsem tem ljudem, pravzaprav je bila, da bi tudi oni, da zmorejo narediti vse. Tukaj ni ovir, tukaj pri teh zadevah, karkoli se lotaš, v bistvu ni tukaj toliko stvar talenta in toliko stvar, ne vem, neke naštudiranosti, ne vem kaj, ampak vsekakor treba narediti prvi korak. In potem greš korak po korak naprej, se naučiš in potem znaš delati in potem delaš tisto, kar pravzaprav hočeš, ker jasno ne boš se lotil tistega, kar te ne zanima. Zakaj sem jim to povedal oziroma kako sem jim to poskušal plastično prikazati, sem jim pravzaprav popolnoma na mojem osebnem primeru in sicer, ne bom zdaj celega primera razlagal, če te zanima, napiši komentar, bom naslednjič povedal mojo zgodbo, zakaj sem se lotil interneta in kako je to potekalo. V glavnem, ja, za današnji naš tale Facebook Live pa je pomembno pravzaprav to, da je bilo na eni strani, se pravi v tistih, predno sem začel, recimo tako, sem imel res neko spletno stran, ki so mi naredili drugi, ni imela, ne samo da ni imela nobenega uspeha, ni imela niti nobenega obiska, in to je kar dosti običajna stvar, kadar se lotiš nastopa na internetu na malček butast način. V glavnem, potem, ko se je pa začela pri meni ta zgodba od raziskovanja in učenja naprej, kaj sem hotel povedati jaz ljudem včeraj na predavanju, da sem v tem času napisal 4 elektronske knjige, da sem v tem času se naučil snemati videofilme na dnevni oziroma na tedenski bazi. Zdaj, koliko so dobri, ne vem, ampak jaz jih snemam. Tudi nekateri me spremljate, nekateri me poslušate, nekaterim so informacije, ki jih delim, koristne, nekaterim niso, grejo pač stran. Seveda, vsak ima svoje interese, vsi drugače razmišljamo. Potem vmes sem napisal tole knjigo, ki jo vidite tukaj odzadaj. Potem, kaj so še naredil? Ja, delam sam spletne strani za sebe, tudi za koga drugega sem jo že naredil. Potem imam online program, ki sem sam posnel video program, s katerim lahko tudi ti narediš sam svojo spletno stran. Kot predznanje pa je dovolj, da znaš uporabljati Word in pa takle telefonček, da narediš z njim kakšno fotografijo ali pa video. Se pravi, zadeva, ki, ko zaključiš, če imaš svoje vsebine, imaš vse narejen. Pa ne samo spletno stran, ampak kompleten marketinški sistem, s katerim dosežeš, da boš s svojo spletno stranjo tudi kaj zaslužil ali zaslužila. V glavnem, ja, potem kaj še imam? Imam še partnerski program, v katerega se lahko vsak vključi brezplačno in če promovira zadeve iz moje spletne trgovine in se izvršijo prodaje na podlagi njegove promocije, mu plačam 30% provizijo. Zakaj to govorim? Ne zato, da bi zdaj jaz nekaj se hvalil ali pa ne vem kaj, ampak hočem samo prikazati, tako kot sem včeraj na tistem predavanju, da lahko, če se za nekaj zavzameš, se hočeš nekaj naučiti, če se nečemu posvetiš, da lahko tudi od popolnega dubidusa, lahko se naučiš in narediš marsikaj, stari. Največ
največkrat ljudje obžalujejo nekje na... Ok, ne bom rekel kdaj, ne? Ampak največkrat ljudje obžalujejo, ne vem, če ste kdaj poslušali, kdo prav, kako bi bilo fajn, če bi jaz takrat se upal to narediti. Ne? Ljudje najbolj obžalujejo nekaj, česar niso niti poskusili. Ne toliko, če so naredili kakšne napake. Napake delamo vsi. A poznaš kakšnega modela, da v življenju ni naredil nobene napake? Veš, kaj pravijo, ne? Da ni problem, če delaš napake, da je problem, če se iz teh napak nič ne naučiš. Ne? Ok, se pravi, obžalovanje nečesa, kar nisi niti poskusil, je tisto pravzaprav najhujše obžalovanje. In pa ja, stari, karkoli se lotiš, če se temu posvetiš, potem lahko to tudi narediš, dosežeš in uspeš v tistem, kar delaš. Zdaj je zelo veliko teh principov, kako se lotiti določene zadeve, tudi če je to nek zaslužek na internetu ali pa mogoče kaj drugega, sem jaz ravno v tej knjigi opisal. To so neka pravila uspeha noter, ki sem jih sicer, seveda se jih nisem niti sam zmislil, ne. Jaz sem jih to tudi nekako povzel, tako da jih imaš na enem kupu od tudi nekaterih drugih ljudi in to so pravila, ki se jih praktično drži vsak, ki hoče nekaj doseči v življenju. Pa tako, kot sem rekel, ali je to biznis, ali je to internetni biznis, ali je to šport, ali je pa to, ne vem, karkoli, stari, tako da, glej, stvari, ki so dosti bistvene, je to, da se lotiš in ne mi reči, če se ne bom lotil, ne bom naredil nobene napake in treba se je učiti na napakah drugih. Glej, ja, to je sicer v redu, ampak jaz res ne poznam človeka, ki ne bi naredil napake in pa če se učiš na napakah drugih, ponavadi to ne boli. In kadar človeka nekaj ne boli, potem ponavadi iz tega ne potegne prav nekega pametnega nauka. In je tudi tisto učenje malce bolj na majavih nogah. V glavnem, danes za toliko, čist na kratko, v glavnem ne delajte napake in poskuste. Tisto, kar vam leži na duši in kar bi radi naredili, poskuste. Čauči.